Danes v Pomurskem dnevniku. Policisti za večjo varnost kolesarjev. Franc Gorza zaključuje s prvo serijo oddaj. Delavci migranti ne vidijo izhoda. Zaradi fizičnih ovir kaos na cesti. Vreme, jutri bo delno jasno. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Po vsej Sloveniji v teh dneh potekajo aktivnosti za večjo varnost kolesarjev. Pomurski policisti pa so lanski projekt Varni na kolesu nadgradili z medvedkom policistom promocijskim materialom v obliki magnetkov. S preventivno akcijo Varni na kolesu, v okviru katere so danes policisti obiskali osnovnošolce druge osnovne šole v Murski Soboti, želijo policisti povečati varnost kolesarjev v cestnem prometu. Pri tem je treba začeti pri najmlajših. Bomo te aktivnosti peljali z otroci iz prvega razreda osnovne šole. Ti otroci se bodo namreč so dosegli to starost, ko se bodo lahko v spremstvu starejših vključevali v normalen cestni promet, kar je v današnjih cajtih lahko zelo nevarno. Prometna varnost kolesarjev je med drugim ena od tistih, ki se slabša iz leta v leto. Zato smo pač ocenili, da bi bilo to koristno, tako da bomo izvajali take treninge na poligonih z pomočjo osnovnih šol, tiste, ki se bodo pač projektu priključile. Za svojo varnost in varnost otrok kolesarjev lahko največ storimo kar sami. Pomembno je, da je čelada, če je že na glavi, pravilno nastavljena. Kolikor čelada ni pravilno nastavljena, lahko bi rekli, da je potem ne rabimo, če nas ona ne zavaruje v primeru padca. Zato ugotavljali smo, da večina otrok čelade nima pravilno nastavljene in zdaj z to obliko delavnice izvedemo na tak način, da njim to pojasnimo. Zakaj je pomembno, da je čelada naprej na čelu, zakaj so ušesniki pomembni, kako mora zategnjena biti pod brado in tako naprej, da potem nekako najprej pravilno nastavimo čelado in potem v drugem delu pa gremo v ta praktični del z vožnje z kolesi, kjer na različnih površinah, da občutijo s kolesi. Isto tako lahko se na cesti oni srečajo z ovirami, da jim nekako to približamo, da preizkusijo in se nekako pripravijo za udeležbo v cestnem prometu. Statistike nesreč, v katerih so udeleženi kolesarji, so namreč zaskrbljujoče, saj so kolesarji kar v 58% nesreč povzročitelji. Če pogledamo statistične podatke za 5 let, za območje Pomurja so bili kolesarji udeleženi v 528 prometnih nesrečah, s tem, da so jih več kot 300 povzročili, ali skoraj 58% teh prometnih nesreč so povzročili kolesarji. Ali drugače, v tem obdobju je bilo na pomurskih cestah v prometnih nesrečah izgubilo življenje 38 oseb, od tega 3 kolesarji. In 3 je že zelo velik oziroma zelo visoka številka. Če še pa pogledamo, da je od teh 3 mrtvih, da sta 2 bila povzročitelja, vidimo, da je več kot polovico takšnih nesreč zgodilo, v katerem so bili povzročitelji kolesarji. Lansko leto je bilo na cestah v Pomurju v nesrečah 62 oseb hudo telesno poškodovanih, od tega je bila tretjina kolesarjev. In tudi v letošnjem letu ti statistični podatki niso nič drugačni. Do konca meseca aprila so v nesrečah bili udeleženi, je bilo v nesrečah udeleženih 14 kolesarjev. Od tega so bili 3 hudo telesno poškodovani. Če pa pogledamo, da je v Pomurju v tem času bilo vse skupaj v nesrečah 7 hudo telesno poškodovani, potem kaže na to, da so kolesarji dejansko najbolj ogroženi. In ko so udeleženi v prometni nesreči, ponavadi nastane huda ali pa izredno huda telesna poškodba. S promocijskim materialom, med katerim je tudi magnetek Medvedek policist, želijo pomurski policisti najmlajše pripraviti na varno kolesarjenje. Treba začeti dejansko v tistih rosnih letih, kar dejansko se mi trudimo, sodelujemo z otroci, z vrtci, se pravi od neke starosti 3-4 leta naprej, kar se tiče kolesarjanja in se pravi tudi drugih vidikov varnosti v cestnem prometu. Dejansko se tudi izredno dosti dela tekom leta z petošolci, ki v tem razredu upravlja tudi vozniške izpite kolesarske.
Tako da te aktivnosti potekajo zelo intenzivno skozi vse leto, ne. Delavnice bodo policisti v naslednjih dneh pripravili še na drugih soboških osnovnih šolah. Na naši televiziji ste si, spoštovani, lahko gledali že 6 oddaj Dobra volja s Francem Gorzo. Nazadnje je Franc Gorzo Dobro voljo sejal v Nedelici. Ta četrtek pa kot zaključek prve serije oddaj Dobro voljo snemamo v hotelu Diana v Murski Soboti. Več o prihajajočem dogodku pa v nadaljevanju z voditeljem oddaje. Franc Gorzo, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljena Anita in pa seveda lepo pozdravljeni vsi gledalci TV Ideja. Tako kot že rečeno, za vami je že 6 oddaj Dobra volja s Francem Gorzo. Kako se počutite? Odlično, glede na odzive gledalcev, glede na odzive vseh prijateljev, znancev, glasbenikov, mislim, da pljujemo v pravo smer. No, kot smo že napovedali, tokrat snemanje zaključka serije oddaj, govorimo o 2 oddajah, ki se bosta snemali v Murski Soboti v hotelu Diana. Kaj tokrat pripravljate za slovesen zaključek? Tako kot vedno, veliko dobrih izvajalcev, veliko humorja, tudi Lajče in Janči bosta spet v tej oddaji delala svoj doprinos oddaji. Skratka, v četrtek, torej ob 18. uri, se bo snemala prva oddaja v Diani. Gostje so zanimivi, lahko jih naštejem, sicer imam napisano. Zmagovalka šova Slovenija ima talent Alja Krušič, potem je tu Klavdija Vrečič-Dija, pa Vedran Franc Husar, ansambel Kateca, skupina Energija, Rudi Šantl, Čudežna polja, Darko Domjan, pa folklorna skupina Kut Goričko, Gornji Petrovci bodo z nami. Boste pripravili morda kakšna presenečenja, ponovno verjetno tudi nagrade? Kot vedno so nagrade in bi sedaj še enkrat pozval gledalce TV Ideja, da pišete dopisnice, imate še možnost tudi sedaj za to oddajo, kar 2 prstana sta ostala za vas in zakaj ne bi ravno vi pobrali tale 2 prstana Zlatarne Mare. Tokrat snemanje nekako lahko rečemo v središču regije, verjetno bo slovesno. Ja, mora biti, ker tako smo tudi načrtovali. Začeli smo v Prlekiji, potem smo se podali na Goričko, pa na Markovsko, jaz pravim tam, ne. In sedaj smo pa res v metropoli Pomurja ali pa prek Murja, ne, v Murski Soboti, hotel Diana. Snemanje bo vsekakor slovesno, lepo, zanimivo, tako da vabim vse tiste, ki si še niso nabavili recimo vstopnic pa rezervacij, da to storite. Imate možnost Telemach, BTC Murska Sobota, TV Ideja Murska Sobota ali pa na samem prizorišču, torej v hotel Diana. Kako so se odzvali vsi ti nastopajoči, ki ste jih tekom snemanj oddaj povabili? Ja, vedno, povedal bom takole, vedno raje prihajajo v to oddajo, kajti tudi jo gledajo preko televizije ali pa preko YouTube, ker jih objavljamo vse te oddaje in oddaja postaja zanimiva za glasbenike, tako da mislim, da bo vedno lažje pridobivati tudi, ne bom rekel, dobre, odlične glasbenike v našo oddajo. So načrti tudi za prihodnost? Ja, prihodnje upam, da bomo sodelovali naprej s TV Ideje in da bomo potem tudi v jesenskem delu spet snemali oddaje in da bo spet veliko publike, kajti vi, dragi gledalci, ki prihajate na samo snemanje, ste pa tisti dodatni čar tej oddaji, kajti mi vsi se zavedamo, da smo pred televizijskimi kamerami, ampak ko pa so prisotni ljudje z vašimi pristnimi aplavzi, nasmehi in vsem tem, je potem veliko lažje tudi nastopajočim. No, marsikdo si ne predstavlja, kako poteka snemanje in kakšno je tam vzdušje. Tukaj lahko govorimo o prav posebnem vzdušju. Res je. Po televiziji tega ne čutimo. Tako, tam je res veliko pozitivne energije, veliko res dobre volje sejo med ljudmi, tudi med samimi pavzami. Ne vem, vsi ti, ki ste nekje blizu tega dogodka, ne vem, zamujate veliko priložnost, če se ne podate na to snemanje, pa da doživite, kaj v bistvu se dogaja ne samo pred kamerami, za kamerami. Veliko zanimivega se da videti. Franc Gorzo, seveda uspešno tudi v prihodnje, nazadnje pa še seveda povabilo v četrtek v hotel Diana. Ja, tako, torej vsi gospodje, vse dame, jaz rad rečem drage dame in spoštovani gospodje, spet vas vabim na tole snemanje 7. in 8. oddaje v hotel Diana, torej ta četrtek ob 18. uri. Upam, da nas bo veliko, da bomo v dobri družbi in da bomo spet sejali dobro voljo.
Ministrstvo za zdravje že nekaj let spremlja podatke o produktivnosti zdravnikov v slovenskih zdravstvenih ustanovah. Soboška bolnišnica je med najučinkovitejšimi v Sloveniji. Uspešnost dela soboške bolnišnice so potrdili tudi zunanji presojevalci. Soboška bolnišnica je po številu vseh obravnavanih primerov na enega zdravnika v akutni bolnišnici obravnavi za leto 2014 med slovenskimi splošnimi bolnišnicami na prvem mestu, med vsemi slovenskimi zdravstvenimi ustanovami pa na drugem. Enak nivo uspešnosti je Splošna bolnišnica Murska Sobota dosegla po kriterijih učinkovitosti bolnišnic po zahtevnosti primerov na zdravnika. V povprečju so zdravniki v soboški bolnišnici v minulem letu obravnavali 418 primerov, po kriteriju učinkovitosti bolnišnic po zahtevnosti primerov na zdravnika pa so v letu 2014 obravnavali 525 obsežnejših primerov. Po primerjavi med slovenskimi splošnimi bolnišnicami so v soboški bolnišnici na enega zdravnika, ob upoštevanju tudi težavnosti posameznega primera, obravnavali 525 primerov, kar pomeni za 63% več v primerjavi s splošno bolnišnico, ki je v letu 2014 opravila najmanj primerov. Trend uspešnosti soboške bolnišnice se torej nadaljuje, kar dokazuje tudi zunanja akreditacijska presoja, ki je v soboški bolnišnici potekala med 22. in 23. aprilom. Že med samo presojo je bila poudarjena kakovost dosledne zavzetosti vseh izvajalcev in prenos znanja na konkretna področja izvajanja storitev na vseh nivojih znotraj bolnišnice. Potem, ko so včeraj čezmejni delavci obiskali urade finančne uprave po vsej Sloveniji, smo danes v studiu gostili predstavnika delavcev migrantov pomurske regije Zorana Jermana, ki nam je razkril, v kakšnih stiskah so se nekateri delavci znašli zaradi visokih položnic. Po medijih se govori, oziroma ta gospa Vraničarja govori, ja, obročno plačevanje, pa ne vem kaj, vse ni res. Jaz sam vem, ko sem dobil to položnico, kam se obrneš. To je znesek, ki ga ne moreš plačati. Ne moreš vzeti kredite, ker imaš kredit za stanovanje, hišo, ki ga tako dolgo že to stvaraš, topel dom, ko se temu reče, da boš potem na star leta nekje preživel familijo. Kredit za vozilo, delam po 40.000 km na letni ravni, se pravi vsakih 5 let moram vozilo meniti, ki ga rabim. In pol pa še z ene strani dobiš to veliko položnico, pa tudi če vzamemo znesek 2000, ki ga dobijo ljudje v primeru, ki redno oddajo to napoved v roko, dobijo po 2000. Tudi ga ne moreš povrniti, tudi na 3 mesece ga ne moreš, ker imamo kredite, imamo šolo obvezne otroke, imamo deco, ki se študirajo recimo. In sam lahko povem, ko sem pač zahteval, da mi dajo več kot na 3 mesece, so sporo rekli, da ne gre. Pol sem zahteval, pa če sem dobil, končno sem dobil to opcijo, da se da na 24 mesecev. V tem času, ko sem to dokazoval, da sem pravičen do 24 mesecev, mi je po navrata že trkal rubež, vkolikor ne bom poravnal, bo pač prišla se bo pač rubilo. Celotnemu pogovoru boste lahko na našem programu prisluhnili danes večer ob 20:15. Promet po krožišču pri podvozu na Lendavski ulici v Murski Soboti teče že 6 let, a še vedno povzroča težave. Z nedavno postavitvijo fizičnih ovir pa prihaja do kaosa na cestah. Zastoji v križišču so se ob večjih prometnih konicah pojavljali že do zdaj, predvsem zaradi semaforiziranega križišča pri Hoferju. Zdaj, ko so pa pristojni vožnjo po delu, ki so ga prej prepovedovale črte, tudi fizično onemogočili, pa prihaja do velikih zastojev. Tako je videti te dni. Ko se kolona vozil vije vse do stare ekonomske šole, torej do samega središča mesta. Ker omenjena cesta ni občinska, ampak državna, smo se s vprašanji obrnili na Ministrstvo za promet, Direkcijo Republike Slovenije za ceste, a njihov odgovor oziroma pojasnilo še vedno čakamo. Na občini pravijo, da s postavitvijo ovir nimajo nič. V noči iz nedelje na ponedeljek po visokem porazu igralcev Turnišča proti Muri z rezultatom 0:9 je neznanec poškodoval travnato površino na igrišču v Turnišču. Kolegi sobotainfo.com pišejo, kako je neznani storilec kar z avtomobilom zapeljal na igrišče.
Poglejmo si, spoštovani, če nas bo tudi v prihodnjih dneh pozdravilo sonce. Sledi namreč podrobna vremenska napoved. Danes je bilo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Opoldne so najvišje temperature izmerili v Lendavi, kjer je bilo 15 stopinj Celzija. Stopinjo manj je termometer pokazal v Murski Soboti in v Radencih, najhladneje pa je danes opoldne bilo na Goričkem, kjer je bilo 13 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Zapihal bo veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 6, najvišje dnevne od 16 do 22 stopinj. V Murski Soboti in v Mariboru bo jutro dokaj jasno. Jutranje temperature se bodo gibale okoli 6 stopinj nad lediščem. Čez dan se bo nadaljevalo delno jasno vreme, pihal bo jugozahodni veter. Dnevne temperature se bodo ustavile na okoli 20 stopinj Celzija. V četrtek se bo pooblačilo, prehodno bo rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter, čez dan bo okoli 22 stopinj Celzija. V petek in soboto bo delno jasno, topleje bo, saj se bodo temperature čez dan povzpele do 24 stopinj Celzija. Pa smo pripeljali naš torkov pomurski dnevnik do konca. Spremljate nas tudi jutri v istem času na istem programu, ter seveda ne spreglejte naših vsebin tudi na spletni strani www.tvdea.si. Bodite lepo in se nam ponovno pridružite jutri. Srečno!